En lep dober večer in dobrodošli v novi oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes se bomo znova malo bolj usmerili v številke. Veliko me namreč sprašujete, kaj pomenijo ponavljajoče se številke. Ogromno je vprašanj, ko vidite registracije, ki se peljejo mimo vas, kaj pravzaprav pomenijo in kakšno sporočilo vam prinašajo. Kajti seveda je tudi vsaka številka sporočilo. Takoj bomo malo zakomplicirali zadevo in povedali, da pravzaprav se upošteva celotna registracija, torej če vidite Ljubljana SI 0000, denimo bi se mogli pogledati celoten seštevek tudi črk, ampak jaz menim, da načeloma nas pritegne kombinacija številk in zato si bomo danes pogledali razlago kombinacij številk, ki se ponavljajo. Torej, ko boste naslednjič videli registracijo, ki vam bo padla v oči, ker je 333 666 999, boste prišli pogledati v ta video, kaj to pomeni, in pa tudi, kadar bi sami radi uporabili neko kombinacijo številk, zato da bi vi nekaj sporočili pravzaprav vesolju. Veliko govorimo o zakonu privlačnosti, veliko govorimo o manifestiranju, o tem, da vsaka stvar je energijski zapis, vsaka misel, vsaka trditev, vsak naš stavek, tudi vsaka številčna kombinacija. Torej, zakaj ne bi teh informacij uporabili pravzaprav sebi v prid in jih vi uporabljali, ne bili samo v pasivni vlogi nekoga, ki upa, da se bo mimo pripeljala registracija oziroma na neke vrste sporočilo. Pa kar pojdimo. Kaj pomeni 111? Torej, 3 enke vedno simbolizirajo preboj. Vedno simbolizirajo močno energijo. Poglejte enke. Malo spominjajo na puščico navzgor. Se pravi, to pomeni napredek, pomeni korak naprej, pomeni tudi pogum, pomeni tudi neustrašnost in obenem pomeni tudi zaletavost. Vsako število ima tako pozitivne kot tudi malo bolj negativne vplive, torej če je enica premočna, kar pomeni, da bi imeli 9 enk, pa to pomeni malo prehitro, preveč odločno, impulzivno energijo. Torej, ko vidite registracijo, ki se pelje mimo vas in ima 3 enke, predvsem bodite pozorni na to, kaj ste razmišljali v danem trenutku, kaj je bilo tisto, kar je bilo v vaših mislih in v tej situaciji oziroma v tem vprašanju, ki mogoče vas nekako pesti ali pa imate neko skrb ali ste nefrišno zaljubljeni pa vas zanima, kaj bo prineslo življenje. Včasih iščemo sporočila tako iz dobrih kot iz slabih razlogov, bom rekla, kako smo navdušeni nad življenjem in ko mogoče se utapljamo v skrbeh. Enka vedno prinaša sporočilo o napredku. Tudi če nam ta napredek na prvo žogo ni všeč, namreč pri enki je značilno, da pušča stvari za seboj. Vse tisto, kar mi ne potrebujemo, pustimo za seboj. Tisti, ki mi sledite dalj časa in veste, kaj je osebno numerološko leto, veste, da kadarkoli smo v enki, se lahko zgodi, da se najprej nekaj pretrga. Torej, denimo, da izgubimo službo, pa se potem resnično posvetimo tistemu, v čemer smo mi dobri in smo v tem uspešni. Seveda, ko izgubimo službo, nismo nad tem navdušeni. Torej, ko boste videli 111, to pomeni, da grejo zadeve v pravi smeri, v smeri napredka, v vaši smeri. Ali da se vam obeta nekaj popolnoma novega, drugačnega, znova dobrega, čeprav se morda na prvi pogled to ne bo videlo tako zelo jasno. Včasih se resnično tako zelo oklepamo v preteklosti, da ne uvidimo, da jo mi nekako nosimo s seboj. Kdaj lahko torej uporabite 111? Kadarkoli si želite ta premik naprej, kadarkoli si vi želite pretrgati s preteklostjo, kadarkoli potrebujete pogum, samozavest, kadarkoli potrebujete zagon, oziroma dovolite mi, da kar po domače rečem, brco v zadnjo plat. Takrat pa vi nekam zapišite 111 in to postavite na vidno mesto. Če se učite denimo novega tujega jezika, če potrebujete navdih, če potrebujete nov zaslužek, dajte 111 v denarnico, sicer pa na tisto mesto, ki vam simbolizira točno tisto področje, kjer si vi želite preboj. In to velja tudi za vsa ostala števila. Se pravi, zapišete jih, lahko s to kombinacijo meditirate, lahko si zapišete tudi na sebe, postavite pa na tisto mesto, ki ga povezujete s situacijo, odnosom, željo, v kateri želite podporo te nebarvne številčne kombinacije. Torej, 111 prinaša nov zagon, korajžo, korak naprej in pa tudi tistih situacijah, kjer imate občutek, da ste sami in da potrebujete podporo, pomaga. Kaj pa 222? Število 2 je veliko bolj umirjena energija, povezujemo jo s komunikacijo, povezujemo jo s povezovanjem, z, bom rekla, tkanjem vezi. Seštevek je 6. 6 simbolizira ljubezen do sebe, romantiko.
Tisti lep občutek zaljubljenosti, domačnosti, doma, lepe energije, ženstvene energije. Torej, kadarkoli vidite 222, je to na neki način potrditev, da vas obdajajo osebe, ki vas imajo rade, da ste deležni naklonjenosti in podpore, morda pa je na prvo žogo ne znate prepoznati. Torej, kadarkoli opazite to kombinacijo, lahko je tudi to nasvet, da povprašajte, da poprosite za pomoč. Včasih smo preprosto preveč ponosni. Včasih menimo, da nas okolica ne razume. Morda vas ne razumejo, ampak pomagali vam bodo pa vseeno. Včasih celo nekdo, ki zelo drugače gleda na svet, na določeno situacijo, lahko ponudi nasvet, na katerega mi sicer ne bi pomislili. In vemo, da število 2 simbolizira tudi pogled na drugo plat zgodbe. Torej, morda je to sporočilo, da vam bo nekdo pomagal, morda pa je tudi sporočilo, da si stvar oglejte z druge plati. Vsak kovanec ima 2 plati. Kovanec ni čisto nič manj vreden, več vreden zaradi teh 2 plati, niti ni ena, niti druga plat zgodbe kovanca, osebe več ali manj vredna. Torej, poglejte dano situacijo, sploh če govorimo o zaljubljenosti, o odnosih, o neki osebi, ki je vam zelo blizu, to so lahko tudi vaši starši, vaši otroci, vaše drage osebe. Poglejte z druge plati zgodbe. Torej, ta kombinacija nam prinaša potrditev, da smo podprti, potrditev, da je okoli nas veliko ljubezni. Torej, zakaj jo boste vi uporabili? Kadarkoli točno to potrebujete. Torej, ko potrebujete več razumevanja, več povezanosti s tistimi, ki so vam najbližji. Sploh, da nimo najstniki, verjamem, da bi to kombinacijo lahko veliko uporabljali, kajti v teh letih smo imeli večinoma vsi občutek, da nas ta stari doma ne razumejo. Tudi, kadar imamo otročka, s katerim težje komuniciramo, mogoče je tudi ta otroček v stiski in mu ne znamo stvari predstaviti na način, da bi razumel, da mu želimo pomagati. To ni nujno samo v obdobju najstništva, to je lahko tudi prej in potem. Torej, 222 nam pomaga, da mi vidimo drugo plat zgodbe in da nas drugi razumejo. Tudi kadarkoli boste imeli občutek nesprejemanja, nesprejetosti, nerazumljenosti, je 222 tista kombinacija, ki vam bo pomagala najti pot tja, kjer je sicer niste videli. Je pa to počasna energija, torej moram vas opozoriti v primerjavi z 111. 111 je taka močna, hitra, urna, zagnana, 222 pa ne tako zelo, se pravi, ne glede na to, da boste uporabljali morda točno tole kombinacijo, ne pričakovati, da se bodo stvari obrnile v 2 minutah. Običajno potrebujemo malo več časa kot to. Tudi kadar imamo občutek ujetosti v odnos, lahko 222 zelo pomaga. Kaj pa 333? Same trojkice, to pa velikokrat, saj jaz zadnje čase vidim na registracijah, 333 vedno prinaša srečo. Trojka v katerikoli obliki prinaša srečo, govori o ustvarjalnosti, o optimistični energiji, o domišljiji, o kreativi, o umetnosti in pa tudi v našem notranjem otroku, povezujemo jo s našim otroštvom. Torej, ko vidite 333 na registraciji, to pomeni, da se obrnite vase. V tistega majhnega otročka, ki ste nekoč bili, ki še vedno prebiva v vas. Kako se točno v tem trenutku počuti? 333 je vedno potrditev, vedno je dober znak. Ampak mi se ne počutimo vedno dobro, tudi naš notranji otrok se ne počuti vedno dobro. Zato nas sicer v redkih primerih lahko ta kombinacija opozarja, da potrebujemo več časa za ranjene dele nas. Za vse tiste dele nas, ki morda potrebujejo več pozornosti ali preprosto počitka. Ali pa preprosto igre in radosti. Ko smo ustvarjalni, ko se nam dogaja, da po domače rečem, ko smo polni energije, ko smo polni idej, tudi sama energija teče. Stvari se nam kar nekako poklopijo, kar nekako stečejo same od sebe. Kaj je tisto, kar vam pomaga priti v to energijo, da imate občutek, da vse teče samo od sebe, brez truda? Kdaj ste bili nazadnje tisti navihani otrok, ki je skakal po lužah? Kdaj ste bili tisti navihani otrok, ki je komaj čakal sladoled? In kdaj ste bili tisti otroček, ki se je metal po tleh pred blagajno in je bil žaljen, ker nekaj ni bilo pod njegovo? Vse to smo mi, vse to smo vedno mi. Kadarkoli vidimo 333, pa pomeni, da je pred nami neka situacija, v kateri lahko sami z optimističnim pristopom nekaj zelo spremenimo.
kar sicer vedno velja. In so to teorijo vsi poznamo, ampak včasih potrebujemo manjši opomnik, da smo morebiti zdrknili pa v negativno plat zgodbe. Torej, ko vidite 333, se vprašajte točno o tisti stvari, o kateri ste razmišljali, ali imate pozitiven, torej konstruktiven pristop, oziroma ali morda v danem trenutku ste bolj kot ne črnogledi, vas to skrbi, vas pesti, izhajate torej iz strahu, zatorej ste v destruktivnem krogu. Vsi imamo kdaj slab dan, vsi smo kdaj tečni, to je pač stvar človeške izkušnje, temu se ne moremo izogniti, lahko pa se ujamemo in ta tok energije spremenimo. Tudi takrat pa mi uporabimo 333, torej kadar potrebujete novo idejo, nov zagon, kreativnost, kadar bi si želeli biti bolj igrivi, bolj navihani, bolj razigrani, bolj vi, kadar se želite povezati s svojim notranjim otrokom, kadarkoli potrebujete malo krepitve pri občutkih šibkosti, pri občutkih, da niste upoštevani, da niste slišani, da niste vi, da ne morete izraziti sebe, da ne najdete besed, ne najdete načina, ne najdete mogoče niti poguma, mogoče ne najdete niti bistva, ki ga želite izraziti. Torej, takrat pa 333 zelo pomaga. 333 zelo pomaga vedno, kjerkoli, kadarkoli potrebujemo srečo, kadarkoli želimo malo bolj okrepiti našo domišljijo, našo kreativnost. Torej, pa naj gre za opremo stanovanja ali za izbiro nakita, ali za ličenje, karkoli. Vse lahko polepšamo, olepšamo, ker je seštevek 9, pa prinaša tudi zdravljenje. Se pravi, ko vidimo 333 ali kadar delamo s kombinacijo 333, je nekako konec, zaključek tega kroga zdravljenje in dvig na neko drugačno raven, na nek drug nivo. Torej, 333 je ena taka čudovita kombinacija, s katero bi lahko delali kar vsako jutro, ko vidimo sonček, ko vzide. No, zdaj pa gremo k 444. 444 pa malo bolj resna energija. Torej, število 4 simbolizira gradnjo. 444, kadarkoli vidite, verjamem, da ste tudi že na internetu zasledili, da so razlage, da so angeli z vami, da ste varni. Tudi ta razlaga pravzaprav izvira iz numerologije. Število 4 namreč simbolizira varnost, stabilnost, tradicionalnost, dolgotrajnost. Torej, kadarkoli vidite 444, po eni strani to je potrditev, po drugi strani pa tudi opozorilo. Ali ste v dani situaciji varni? Ali je dana situacija poštena? Ali izhajate iz strahu ali izhajate iz zaupanja? Jaz sem zelo rada rekel, ne upaj, ampak zaupaj. Torej, naj vas 444, kadarkoli jo vidite, nežno opomni, da prvi korak pri ustvarjanju je, da zaupamo, da bomo ustvarili točno to, česar si želimo, obenem pa naj se vam ne mudi. 444 opozarja na nek način tudi, da smo včasih preveč neočakani, da bi stvari preveč na takole. Včasih se pač res ne da samo klikniti download in potem shraniti in uživati v tistem, kar smo prenesli. Torej, kadarkoli vidite 444, je dober znak, je tudi opozorilo, opozarja pa tudi, da bo potreben čas. Opozarja pa tudi, da pojdimo v naše korenine, v našo preteklost, vse tisto, kar pa nas morda strani naših prednikov zadržuje. Torej, če se nahajate v neki situaciji ali pa vas pesti neka misel, da se ne premaknete, da nekaj ni tako, kot bi si vi želeli in vidite 444, se vprašajte, katera prepričanja, ki morda sploh niso vaša, ampak pripadajo vaši družini, vaši okolici, vaši družbi, pravzaprav so tista, ki so omejujoča. 444 pa boste seveda uporabili, ko boste želeli zgraditi nekaj trdnega, nekaj stalnega, nekaj stabilnega. Torej, ko se boste odločali za vse, kar je zdravo, za vse, kar traja dalj časa, kjer bo pa pač potrebna tudi potrpežljivost, ki jo včasih človečki nimamo, takrat pa boste vi uporabili energijo števila 444. Če je pred vami kakšen poseg, če morda vas je strah iti zdravniku ali zobozdravniku, tako kot mene, tudi takrat lahko 444 pomaga. Ta kombinacija načeloma tudi pomirja. Se pravi, če imate panični napad, če ste sredi neke vihre, kjer potrebujete prekiniti tisto, bom rekla, vihravo energijo, se dajte osredotočiti in prikličite v misli število 444 in se zavedajte, da ta kombinacija pomeni notranjo umirjenost, stabilnost in da bo še vse v redu. Kaj pa 555? 555 je ravno obratna energija. Petka vemo, da je dinamična, vemo, da je nestanovitna. Celo leto 2021 sem poudarjala, da je seštevek 5, torej verjamem, da to pa zdaj že na pamet, tudi vemo, kaj pomeni.
Kadar potrebujete premik, strast, spremembo, kadarkoli govorimo o spremembi videza, selitvi, tujini, marketingu, povezovanju s tujino ali z nečim eksotičnim, nenavadnim, nepoznanim, predvsem pa kadar govorimo o tisti, a veste, prvi prvotni energiji spremembe. Enka je tista, ki prinaša spremembo, ki je dolgotrajna, ki prinaša napredek, petka pa je tista, ki prinaša začasno spremembo. Torej, če potrebujete spremembo videza, za katerega veste, da ne bo trajal do smrti, kar ti nobeden ne, potem se boste naslonili na število 5. In predvsem, kadar imate občutek ujetosti in ponavljanja vedno istega vzorca. Torej, če boste 5 videli, se vprašajte, kje ste se zataknili. Kje ste se pa morda vi ujeli v neko rutino, ki pravzaprav ni vaša? 5 lahko simbolizira tudi povabilo v tujino, v neznane kraje, na potovanje, na več gibanja. Torej, če vidite 5, se vprašajte, ali ste nemara za pečkar oziroma kaj pa je kaj z razgibavanjem, s športom, ste dejavni, ste aktivni, ste dinamični, ste spontani, si upate. Torej, kje v življenju morda ste malo zaspali, vas sprašuje tale kombinacija, obenem pa prinaša sporočilo, da se vam bo zgodilo nekaj nenavadnega. 5, kot zanimivost povem, da na registraciji nikakor ni dobrodošla. Torej, če vi kupujete avto, izbirate registracijo, se ne odločate za 5. Če vidite 5, ne želim nobenih stereotipov tukaj zbujati, ampak vseeno običajno ta kombinacija prinaša potrebo po hitri in včasih tudi neodgovorni vožnji. Poznam kar nekaj ljudi, ki so to kombinacijo imeli in so mi pritrdili. Če jo imate tudi vi, pa se s tem ne strinjate, se mi pa seveda javite. Kdaj vi uporabite 5? Kadar potrebujete več strasti. Malo me žikam, 50 odtenkov sive definitivno paše v ta kontekst. Kadarkoli potrebujete vi sebi dovoliti si biti drzni. Namreč, velikokrat sami sebe zaviramo in si ne dovolimo si drzniti. Torej, ko imate občutek, da afirmacija drznem si ni dovolj močna, jo boste podkrepili s 5. Pred potovanji, pred sodelovanjem s tujino, učenje tujih jezikov, spoznavanje drugih kultur, vse to zajema kombinacija 5. Torej, če mogoče poslovno boste sodelovali z nekimi zelo drugačnimi ljudmi in pa tudi, ko govorimo o marketingu, 5 je energija, ki si je želimo. Kaj pa 6? 3 šestice. Velikokrat me vprašajo, ali je to resnično hudičeva kombinacija in vsakič povem, da ne. 6 je povezana z ženstveno energijo. Tudi število 13 je povezano z ženstveno energijo. Po nekaterih izročilih celo pravijo, da število 13 je dobilo zelo slab sloves ravno zato, ker je simboliziralo žensko kot boginjo. In ko so prišla druga verska prepričanja, ki so Boga doživljala kot moško energijo in samo enega Boga, takrat je število 13 dobilo nekako, da temu lepo rečemo, slab sloves in pa tudi 6. Torej, če gledamo stara verovanja, stara ljudstva, kjer je bilo več božanstev, več boginj in tako naprej, ženstvena energija nikakor ni bila zatirana. Torej, ko boste videli kombinacijo 6, se vprašajte, hopla, kakšen pa je moj odnos do moje lastne ženstvene energije, ne glede na to, ali ste moški ali ste ženska, vsi imamo ženstveno in moško energijo v sebi. Torej, to je lahko opomnik oziroma povabilo, da svojo ženstvenost negujete, da jo bolj izražate, da ste bolj ženstveni, se pravi, da greste v energijo sprejemanja, v plodno energijo, ženstvena energija tudi ustvarja. Torej, poglejte šestico. Spominjam mogoče malo na košarico. Kaj vi polagate v košarico svojega srca, svoje duše, svojega telesa? Kaj je tisto, kar vi izbirate in polagate v košarico svojega življenja, poslanstva? Kaj je tisto, kar boste potem iz te košarice dajali ven in darovali drugim, če ne ravno to, kar polagate notri? Torej, kaj pravzaprav date vi na sebe? Bi bilo vprašanje te kombinacije. Po drugi strani pa tudi potrditev, ljubeča potrditev in opomnik, da imejte sebe radi v vseh oblikah, tudi tistih, ki vam niso všeč. In ravno zato boste 6 uporabili. Kadarkoli potrebujete okrepiti svojo ženstveno energijo, 3 in 6 zelo pomagate pri zanositvi, tudi pri pričetku novih ustvarjalnih, kreativnih projektov in 6 uporabljamo, kadarkoli želimo obogatiti energijo doma, domačnosti, ženstvene energije, ko kuhamo, ko želimo biti bolj ženski, ko želimo biti bolj v energiji boginje.
v energiji kraljice, v energiji, ki je stabilna in do sebe ljubeča. Prikličite si v misli eno boginjo. Boginja se prav gotovo ne sprašuje, a si zaslužim, a sem dosti lepa, sem dosti suha, joj, celulit imam, tukaj ste mi 2 dlaki pojavili, pa mozolj imam. A mislite, da se kakšna boginja ukvarja s tem? Torej, če se boginja ne ukvarja s tem, mogoče tudi mi ni potrebno, da se ukvarjamo s tem na način, da sebe kritiziramo, ampak da je to nek opomnik, neka usmeritev. Torej, ko boste vi želeli več potrditve, ko boste vi želeli več ljubeče energije, s katero boste vse tisto, kar vam ni všeč pri sebi spreminjali, boste s seboj na pot vzeli energijo 6, 6, 6 in še enkrat ponavljam, ta kombinacija na noben način ni negativna in tudi slučajno ni hudičeva. Kaj pa 7, 7, 7? Število 7 povezujemo s pravnimi zadevami, z učenjem, z osebnostno rastjo, z duhovno rastjo, z resnico. Kadarkoli vidite 777, lahko po eni strani pomeni, da nečesa še ne veste, da so vam nekatere informacije, podatki še skriti ali se še niso razvili. Po drugi strani pa tudi nakazuje na pravičen izid. 7 je tista, ki simbolizira resnico, korektno spoštovanje. Zaradi tega tudi povezujemo s pravom, čeprav pravice včasih na sodišču ni najti, najlažje, ali v svetu, ali v življenju. Torej, kadarkoli vi potrebujete pravičen izid, kadarkoli si vi želite, da bi to, do česar ste upravičeni, prejeli, boste uporabili energijo števila 777. Sicer pa je to kot sporočilo, namig, da pogledajte vase, kaj je vaša resnica. Kaj je vaša realnost? Kdo ste vi? Je povabilo v meditacijo, v pogovor s samim seboj, v pogled vase. 7 je tista, ki jo povezujemo z naravo, s tišino, samo meditacijo, z duhovnim delom, z molitvijo, z delom preprosto na naših miselnih vzorcih. Torej, če vidite 777, se vprašajte tudi, kateri vaši miselni vzorci so pa tisti, ki vam nagajajo. Saj so vendarle vaše misli in premislimo si lahko vedno. Če se gremo skuhati kavo, pa jo najprej želimo piti z mlekom, pa potem ugotovimo, da nam to ne paše, ampak si bomo raje dali noter smetano ali še bolje nič, smo si preprosto premislili, je tako. In iz tega običajno ne naredimo drame. Tudi sicer v življenju se imate pravico premisliti. Torej, kadarkoli boste videli 777, se dajte nežno vprašati, ali nemara v življenju je prav, da si nekje v določeni situaciji ne premislite. Torej, kje pa potem uporabite število 777, ko potrebujete pravični izid, ko boste podpisovali pogodbo, ko boste morda imeli kakšne opravke na upravni enoti, sodišču in tako naprej, kadarkoli imate izpit, diplomo, ko pišete, ko se učite o sebi, kadarkoli ste v situaciji osebnostne rasti, duhovne rasti, kjerkoli dvigujemo kvaliteto temu, kar je. Torej, tudi ko imate mogoče produkt, ki ga želite prodati, storitev, ki jo želite ponuditi, se povežite 777, da bi preprosto dvignili kvaliteto storitve produkta ali najbolj preprosto povedano sebe. Torej, kadarkoli želite iti vase, se povezati s svojim bistvom, svojo dušo, svojim višjim jazom, vodniki in tako naprej, vas bo pri temu 777 krepila, spodbujala in spremljala. Kaj pa 888? Verjamem, da ste zelo čakali na to kombinacijo. Vemo, da 8 simbolizira obilje, manifestiranje, same fajn stvari. Kadar je 8 premočna, opozarjam tukaj pred kombinacijami 8888, pa ne vem koliko 8 in 9999 tudi. Po Feng Shuiu so to sicer zelo močne kombinacije, ampak 999 denimo simbolizira obilje za potomce, ki prihajajo. Torej, po vsej verjetnosti vam bodo oni zelo hvaležni, vi pa sami sebi malo manj, pa se vrnimo k 8. Torej, 888 kot sporočilo vas sprašuje, ali ste resnično v svoji moči. Ali resnično delujete z une točke, ki povezuje tako duhovno kot materialno, tako ljubezen kot strah. Ali ste vi osrediščeni, ste stabilni, ste uravnoteženi, ne me narobe razumeti, ste v svojem bistvu. Poglejte 8, bistvo je tukaj v sredini, v tej točki srca. Torej, morda vas vabi nazaj v vašo točko srca in vam obljublja uspeh. Sama 8 je vedno dobrodošla, tako kot 3. Tudi 3, pogledajte, je podobna 8. Ampak
Zato, da bi bili mi uspešni, velikokrat je potrebno premagati ego. Zato je ta kombinacija po eni strani lahko potrditev, da ste na pravi poti, po drugi strani pa mogoče majhno opozorilo, da se dajte ozreti na vaš lastni ego. Ali določene stvari počnete, si jih želite, se jih lotevate, zato da bi prejeli potrditev, zato ker to potrebuje in si želi vaš ego, morda vaš ranjeni otrok. Ne pozabite, trojka je zelo podobna osmici, je njena polovička. Ali so potrebe vašega ranjenega notranjega otroka, ran iz otroštva, vzorcev iz otroštva, prizadetosti in tako naprej iz otroštva. Ali so te potrebe zadoščene, ali pravzaprav izhajate iz teh potreb. Torej, ko boste videli 888, bodite najprej veseli, ker je to dober znak, potem pa bodite nekoliko tudi, ne bom rekla samo kritični, ampak se vprašajte, kakšni so pravzaprav v resnici, če želo stopimo nazaj, vaši nameni. Zakaj si nečesa želite? In tudi, ko govorimo o miselnih vzorcih in občutkih krivde, ali si je slabo želeti obilje, ali si je slabo želeti biti bogat. Mnogi so bili vzgajani, da denar je slab, da denar pokvari ljudi, mnogi imamo takšna in drugačna prepričanja v sebi. Torej, prevetrite tudi svoje lastne prepričanja, kajti to je energija, ki jo dajate. Kadarkoli torej vidite 888, so to izzivi ega in obenem potrditev, da je uspeh na poti. Kdaj boste uporabili to kombinacijo? Ko boste točno to želeli preseči svoj ego, ko boste želeli uravnovesiti tako zgoraj, tako spodaj, se pravi duhovno in materialno plat življenja, ko boste želeli uravnovesiti morda tudi strah in ljubezen. Kajti zelo težko živimo brez strahu, to ni realno. Lahko pa se odločamo zavestno, da bomo stopali v sfero ljubezni, kljub strahu. Kadarkoli potrebujete malo več korajže, malo več poguma, kadarkoli potrebujete biti malo bolj učinkoviti, bolje organizirani, takrat vam lahko 888 zelo pomaga. Torej, ta kombinacija je tista, za katero se boste odločili, ko boste potrebovali malo več efektivnosti, ko boste potrebovali malo več tudi finančne podpore in pa tudi sicer poguma in zaupanja vase. Osmico povezujemo tudi z dobro samopodobo. Se pravi, 8, trojka, 6, to so take kombinacije, v katerih lahko najdemo podporo za to, da imamo sebe radi, da najdemo drugačne ideje in pa da se tega radostimo. In pa še 999. Zadnja kombinacija prinaša po eni strani zaključek, po drugi strani zdravljenje. Torej, kadarkoli vidite 999, se najprej vprašajte, kaj sprejemate za sebe. Kaj je tisto, kar vi dopuščate v svoje življenje, kaj je tisto, kar vi žanjete? Če se prej spomnite šestice, v šestico smo od zgoraj notri polagali v košarico, tukaj pa pobiramo. Se pravi, ko gremo na polje, lahko s tem, ko pobiramo, zajamemo najlepša jabolka, zajamemo najlepše sadove in plodove. No, zajamemo lahko pa tudi še marsikaj drugega, zelo spretljivim vonjem, recimo, da se izognem izrazu. Kaj je tisto, kar žanjete, kaj je tisto, kar pobirate, kaj je tisto, kar prejemate v življenju, vas sprašuje tale kombinacija in po vsej verjetnosti vas opominja, da si zaslužite mnogo več. Torej, če ste v neki stiski, če ste v neki situaciji, ki vas zelo pesti, zelo, bom rekla, boli, v tem primeru je 9 potrditev, da zdravljenje prihaja. Če ste pa super, pa cool, pa the best, pa vidite to 9, vas pa v bistvu opozarja, da bodite previdni, da v vsem temu all life's good ne pričnete pobirati stvari, ki morda niso vaše in stvari, ki so slabše kvalitete. Kajti velikokrat se zgodi, da ko se dobro počutimo, pozabimo biti ali pa smo malo selektivni s stvarmi, ki jih sprejemamo. Tukaj za opozoriti tudi vse tiste, ki radi delate z afirmacijami, velikokrat rečemo sprejemam, sprejemam, sprejemam. Treba je definirati, kaj sprejemate, kajti ko sprejemamo, kar spomnite se primerja polja, in dobro, in slabo, in svoje, in tuje, in belo, in črno, in vse od tenke sive vmes. Da ne začnemo govoriti sploh o drugih barvah. Torej, definirajte, da sprejemate dobro, definirajte, da sprejemate ljubezen, definirajte, da sprejemate tiste lekcije, ki so vaše, tiste nauke, ki so vaši. Vsi smo v osebnostni in duhovni rasti, temu se ni možno izogniti v življenju. Torej, dajmo definirati tudi to plat zgodbe. Kaj vi sprejemate v življenju, vas sprašuje tale kombinacija, ki jo vidite. Tudi sicer prinaša sporočilo o zdravljenju in pa, ne nazadnje tudi,
Možnost, da se preteklost ponovi, devetko povezujemo s preteklostjo in s ponovno priložnostjo. Torej, lahko bi se zgodilo, da bi se ali neka možnost znova odprla, na katero ste že pozabili ali ste morda bili mnenja, da je nemogoča, da je šla mimo, oziroma lahko se tudi pojavi oseba iz preteklosti, to je lahko kakšna bivša simpatija, bivši partner ali nek prijatelj, prijateljica, sosed, znanec, sodelavec, nekdo, ki ga že dalj časa niste videli. Torej, po eni strani je to poziv k delu na sebi, k temu, da smo malo bolj selektivni, in po drugi strani močno potrdilo. Kdaj boste uporabili torej to energijo? Kadarkoli si želite še ene priložnosti, še ene možnosti, kadar si želite vsaj pogovoriti z nekom iz preteklosti, sploh če govorimo o neki situaciji, o nekem odnosu, kjer bi bilo prav, da se vi opravičite, ker si vi želite, da bi vas nekdo razumel, bi vam dal še eno priložnost. In pa, ko govorimo o energiji sprejemanja, ko se učimo pustiti za seboj preteklost, odpreti vrata prihodnosti, torej tukaj je zelo dobra kombinacija 999 in 111. S tem smo zaključili ta cikel. 999 in 111 greste zelo dobro skupaj, kadarkoli želimo preobrati, transformacijo, novo pot. In jaz verjamem, da vse te informacije, ki ste jih danes dobili, vam bodo pomagali pri temu, da boste v danem trenutku razumeli sporočilo, ki prihaja, in znali oblikovati sporočilo, ki ga želite predati vi. Vse dobro vam želim in se vidimo naslednji teden.